Na osnovni šoli Sveti Jurij v Pščavnici in na osnovni šoli Apače je v okviru projekta Keep Young and Fit potekal dan zdravja. V sklopu tokratnega dogodka so učenci spoznavali različne športne panoge, kako le-te učinkujejo na človeško telo in zdravje in kako pomemben je zdrav življenjski slog za zdravje otrok in mladostnikov v njihovi razvojni dobi. Danes smo na osnovni šoli v Svetem Juriju v Pščavnici pripravili dan zdravja, kjer so se učenci lahko preizkusili v različnih športnih aktivnosti, na katerih so bila prisotna različna društva. Potem v jedilnici pa smo jim pripravili eno tako stojnico, kjer smo jim pripravili degustacijo različnih živil lokalnih ponudnikov. Imeli smo mlečne izdelke, jogurte, sire, kakor tudi med, domače pridelave. Potem pa smo jim predstavili tudi, kako bi naj bil sestavljen oziroma kako bi naj izgledal zdrav življenjski slog, vključno z zdravo, uravnoteženo prehrano, kakor tudi z zadostno mero telesne aktivnosti. V času odraščanja otrok in mladostnikov je prehrana ključnega pomena. Dejansko s prehrano, z uravnoteženo prehrano, ki vključuje vse elemente od kakovostnih ogljikovih hidratov, kakovostnih beljakovin, kakor tudi zelenjave in pa sadja. Dejansko zagotovijo vse potrebna hranila, ki jih potrebujejo v času odraščanja in pa razvoja. S tem, da že v otroštvu imajo zdrave prehranjevalne navade, pomeni, da bodo večji verjetnosti to prenesli v odraslo dobo, kakor tudi potem prenesli na svoje potomce. Kot je povedala dietetičarka Mojca Malačič, ponavadi mladostniki uživajo prevelike količine sladkorja in maščob. Kaj povzroči kombinacija sladkorjev in maščob, dietetičarka nadaljuje. Kombinacije sladkorja in maščobe, ki se nahajajo predvsem v kakšnih sladkih prigrizkih, dejansko vodi potem do previsokega energijskega vnosa, kar se večinoma kaže kot povišana telesna masa oziroma debelost, velikokrat pa tudi kakšne bolezni zobovja, torej karies, in pa povečano tveganje je lahko potem tudi v odrasli dobi za kakšno sladkorno bolezen tipa 2, holesterolemijo in podobno. Otroci in mladostniki pogosto med glavnimi obroki uživajo tudi prigrizke. Ali je to dobro za njihovo zdravje? Ponavadi pod prigrizke smatramo tiste nezdrave prigrizke, kakšni čipsi, čokoladice, keksi, piškoti in podobno. In dejansko, kot sem že prej omenila, v previsokih količinah oziroma prevelikih količinah lahko prispevajo k visokemu energijskemu vnosu, kakor tudi k visokem vnosu sladkorja. Namreč za otroke in mladostnike se nekako priporoča, da uživajo sladkor v mejah normale oziroma povprečje nekje od 20 do 30 gramov na dan. Kot je povedala magistrica kineziologije Maja Graj, redna telesna dejavnost pri otrocih in mladostnikih krepi njihov srčno-žilni sistem in ostale gibalne sposobnosti. Prav tako učinkuje na rast kosti, mišic, živčevja, hkrati pa potem vpliva tudi na njihovo učno uspešnost, na njihov delovni spomin. Otroci, ki so redno delovno aktivni, imajo tudi manj težav z koncentracijo. Seveda pa vpliva tudi na zelo dobro socialno interakcijo. Poglavitna posledica telesno nedejavnih otrok in mladostnikov je prekomerna telesna masa, ki se lahko razvije v bolezen, kot je debelost, in v ostale kronične nenalezljive bolezni, kot so povišane maščobe v krvi in sladkorna bolezen. Pri otrocih, ki so telesno nedejavni, se seveda kaže tudi nižja učna uspešnost, sama vključenost v neke aktivnosti je nižja, prav tako pa pri otrocih, ki niso dovolj telesno dejavni, je zelo nizka stopnja tudi njihove telesne pripravljenosti, kar se pa potem kaže na nekih rezultatih njihove gibalne učinkovitosti. Če so otroci in mladostniki pogosto telesno dejavni, se jim izboljša njihova telesna pripravljenost, prihaja do povečanja volumna srca in pljuč, boljše srčno-žilne pripravljenosti in kondicije. Z rastjo mišic seveda pride do boljše mišično-sklepne kontrole, do boljšega izvajanja gibov in prav tako tudi z neko zadostno gibljivostjo, da so lahko, bom rekla, celovito telesno dejavni v vseh elementih giba.
Sedentarno vedenje je, kot je povedala magistrica kineziologije, eden od kritičnih dejavnikov trenutnega življenjskega sloga, ki zelo vpliva na naše zdravje in na netelesno dejavnost otrok. Saj so aktivnosti, ki jih izvajajo sede, vedno bolj pogostejše med učenjem, gledanjem televizije, opravljanjem takšnih ali drugačnih nalog. Se to sedentarno vedenje vedno bolj povečuje in je vedno bolj tudi pogosto, tako da vpliva tako na njihovo telesno pripravljenost, kot seveda tudi potem na njihov celoten razvoj, prav tako tudi na telesno držo. In sodoben življenjski slog, ki ga pravzaprav skoraj že večina v današnjem času živi, je pretežno sedentarne. V avtu, v šolah, doma, vedno bolj smo sedentarni in če dalje manje tiste celodnevne vključenosti giba, kar pa je potem pri nekako omejitvi sedentarnega vedenja ključnega namena. Zdaj točno, koliko je tista omejen čas za zasloni podatka, žal ne vem, ampak je pa res, da pa bi naj ta čas pred zasloni bil preživet res minimalno, samo do toliko mere, koliko je potrebno. Ravnateljico osnovne šole Apače, Violeto Kardinar, smo vprašali, ali je med današnjimi otroci opaziti slabo telesno aktivnost in uživanje neuravnotežene prehrane. Ja, to je vidno tako na državnem nivoju, je pa tudi podeželje tisto, kjer je to vedno bolj opazno. Včasih si ne bi mislili, ker podeželski otroci imajo že sami po sebi okoli sebe veliko narave, veliko priložnosti, tudi za neko neusmerjeno igro, gibanje, ampak žal je tudi podeželje podleglo tem sodobnim trendom, negativnim. Zakaj je temu tako, ravnateljica nadaljuje? Sigurno velik del prispevajo medije. Druga stvar, katera tudi se mi zdi zelo pomembna pri tem, je, da so otroci veliko časa v šoli. In zdaj, če so to večinoma sedeče oblike nekih aktivnosti, veliko pouka v klopeh, že samo po sebi omejuje gibanje in otroci današnje generacije imajo daljše urnike, kot so jih imeli otroci nekoč. In sedenje daje signal za pasivnost, za neaktivnost, za utrujenost neke vrste, ne? In mislim, da je tudi to eden izmed razlogov. Glede zdrave prehrane pa je hiter tempo. Starši so veliko po službah, službe niso več tiste, da bi prihajali 2-3 domov, velikokrat zahtevajo celodnevne odsotnosti. Doma je tudi trend prehranjevanja drugačen, hladilniki so drugače založeni, vrtički so precej izginili iz vsakodnevne rutine, prej ni bilo hiše brez vrta, ne? In ta zgled zelo prispeva k vzgajanju potrošnika, pa tudi k prehranjevalnim navadam. Več o tem, kaj bi bilo potrebno dodatno narediti v okviru osnovnošolske organizacije, da bi bili otroci in mladostniki še bolj telesno aktivni, ravnateljica pove. Mi v šoli na domače razmere ne moremo vplivati, tudi nimamo pravice. Lahko pa veliko v šoli naredimo. Že iz vrtca mi imamo pod svojim okriljem tudi vrtec, da se zelo majhni otroci začnejo, veste, da navade, ki si jih privzgojimo zgodaj, s katerimi rastemo, da potem lažje postanejo vzorec življenjski, kot pa navade, ki jih potem nekako kasneje ali pa na nek umeten način skušamo privzgajati. Pri tem bi poudarila, da ni dovolj, da govorimo pri posameznih predmetih o teoriji zdrave prehrane, da lepimo piramide, kaj je zdravo in kaj ni, ne? In
prehranska piramida danes ni več to, kar je nekoč bila, glede tega, kaj je zdravo in kaj ni. In da je zelo pomembno, da otroke vzgojimo v odgovorne potrošnike, da znajo etikete prebrati, da vejo, kaj je lokalno, kaj je uvoženo, da solata ni solati enaka, da sadni jogurt ni vselej zdrav, da treba pogledati, kaj vsebuje. In pa seveda, da tudi v šoli pripravljamo zdrave obroke, kar pa je najpomembneje, da imajo otroci pri tem priložnost tudi sodelovati, da sami poskusijo. Ravnateljica Kardinar podpira organiziran aktivni pouk, v okviru katerega imajo otroci priložnost biti telesno aktivni. Da se malo vstanejo, da naredijo skupine, da se zamenjajo v skupinah, da gredo na prosto, da imajo pouk zunaj v naravi. Ne glede na to, če je to slovenščina, ki mogoče malo težje zamisliti v naravi, ali pa je to šport, ki že sam po sebi kliče gibanju, povsod se da razmišljati o aktivnih oblikah pouka. To je danes precej, bom rekla, v trendu. Seveda pa tudi tako, da malo vstanemo za minutko, pa nekaj namenskih vaj naredimo, tistih ta pravih, efektivnih, odpremo okno, se prezračimo, pa gremo potem naprej. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Sploh za te dolge urnike v naših šolah. Kot je povedala ravnateljica, so starši tisti, ki bi otrokom morali biti vzgled in pa vzpodbuda. Mimo grede. Tisto, kar pripravimo, naj bo zdravo, naj vsebuje veliko zelenjave, sadja, zdravih sestavin. Predvsem pa je prvi pogoj, da se izogibamo hitre prehrane. To, da gremo tu in tam, mogoče McDonald's, pa tu in tam, to ni nič hudega. Ne? Kdo pa ni šel, pa zaradi tega še ni prekomerno hranjen, niti ni zdrav. Ne? Ampak tista vsakodnevna rutina, da bi bila čim bolj zdrava, glede gibanja pa tudi zgled in pa spodbuda. Da ne dajo otrokom zaslono v roke, da jih malo preženejo, da jim to omejijo, da so zunaj, ni treba, da zdaj hodijo od aktivnosti do aktivnosti plačljivih in jih vozijo ne vem kje vse. Zunaj, žoga, sosed. In je to več kot dovolj za zdrav razvoj. Ali otroci sprejemajo aktivnosti v okviru projekta Keep Young and Fit, Kardinarjeva odgovarja? Zelo dobro, ne? Tukaj za mano je dokaz. Otroci se radi gibajo. Ne? Je pa še ena, ne? Mogoče nisem še o tem spregovorila, še nekaj opažamo. Treba jim dati proste roke, prosto igro. Veliko krat je tako, da se otroci več ne znajo sami zamotiti in igrati. Čakajo navodila, kaj bo učitelj rekel, ne? Kaj jih bo kdo spodbudil, da bodo delali. Tistega sami od sebe je danes veliko manj. Gremo se igrati to, gremo se igrati tisto, ne? Tako kot smo mi včasih bili kavbojci in indijanci, ne vem, to je že izumrlo, ne? Pa gumi twisti, pa ne vem kaj vse, ne? Pa ta, ko smo metali, no, mi smo rekli, letalo smo se šli, ne? Pa zemljo krast, pa sami od sebe, da bi bilo te spontane igre več, da jim damo proste roke, izbirnosti. Drugače pa v okviru takih projektov, katerih seveda smo pobudniki in pa tudi smo veseli, da se to odvija, se vedno te stvari nekako podporno odvijajo. Na drugačen način kot v šoli, ne? In neki zunanji sodelavci se pridružijo, ki vnesejo svežino, svoja znanja, svoje vidike, druge strokovne plati osvetlijo tudi nam, učiteljem. In zdaj, če pogledam dolgoročni razvoj naše šole, imamo ravno to, gibanje, delo na prostem, zdrava prehrana, trajnostni razvoj, to je ena dolgoročna prioritetna usmeritev naše šole in vse te zadeve, ki to podpirajo, tudi ta projekt je eden izmed podpornih projektov, ki so zelo dobrodošli. Glavno kuharico na osnovni šoli Apače smo povprašali, katera živila vsebujejo obroki na njihovi osnovni šoli. Najbolj se vsebujejo zdrava živila, gremo kvest na lokalne stvari, ne, da domače stvari uporabljamo dosti, tudi bio stvari, pač bio izdelke čim več. Pa delamo dosti namazov različnih, domačih, od jajčnega, fižolovega, tuninega, čičerikinega, zelenjavnega, vse, ne. Tudi kakšne paštete naredimo domače, ne. Da otroci uživajo zdravo in uravnoteženo prehrano, je, kot je povedala kuharica, to zelo pomembno.
Prisluhnimo, zakaj. To je zelo pomembno, ne, da jih privadimo na te stvari, ker praktično doma zdaj je hitra prehrana večji del. Ne. Kot je povedala glavna kuharica, so šolski obroki na osnovni šoli Apače sestavljeni iz Vsakšen dan je sveže sadje, ne, če se da le lokalno, če pa ne, pač kupimo na Pobetnine v Murski Soboti, drugače pa lokalne stvari uporabljamo. Zelenjave tudi ogromno tu okoli, krompir, zelena solata, paradižnik, paprika, to je vse lokalno ponavadi. Edino, ko pa je zimska sezona, pa pač ne moremo tega dati, ne. Kaj meni kuharica o novih prehranskih smernicah v osnovne šole, katere predpisujejo več stročnic, kaš in manj predelane hrane, le-te pa naj bi spodbujale zdravju in okolju prijazno prehranjevanje. Zelo pomembne so stročnice, ne. Samo otroci jih ne sprejemajo še, ne, ker niso navajeni teh stročnic jesti. Jih privajamo na vse možne načine, ne, tako da ne vem. Tudi te bio-kvinoja, bio-bulgur, to vse uporabljamo zdaj v novem. Pri zdravem prehranjevanju je tako pomembno, da sestavimo uravnotežen obrok v pravilnem razmerju med zelenjavo, ogljikovimi hidrati in beljakovinami, ter tako zagotovimo zadosten vnos hranil in energije, s tem pa obenem izboljšamo počutje in telesno zmogljivost.